se nam pridruži v našem novem podcastu gospodična Katja Melanšek, ki se s turizmom ukvarja v bistvu na zelo dokaj inovativen način, ne tako zelo pogost način, ne tako zelo konvencionalen način, ampak predlagam, da nam kar sama pove malo več o sebi, s čim se ukvarja in v bistvu predstavila nam bo tudi njen blog. Tako da, Katja, prosim. Hvala, Gašper. Jaz sem Katja iz bloga Povsod je lepo, ki ga vodiva z mojim novopečenim možem Micem. Imava tudi 2 otroka, tako da v bistvu oba delava pri Malih junakih, ampak ta najina potovalna pot se vleče že zelo dolgo, v bistvu enako let, tako skupaj je nastal, pač Mali junaki in Povsod je lepo. Tako da se to vedno je neka taka vzporednica. Zdaj imava še 2 otroka, tako da se v bistvu posvečamo nekim potovanjem pač v 4. Je veliko lepše, ampak tudi veliko več izzivov, tako da se pač zdaj malo prilagajamo. Tako. Ampak še vedno nismo opustili tistih daljših potovanj, tako da zdaj pač gremo v Azijo tudi, mučiva jih z dolgimi road tripi, mislim, mučiva v narekovajih, ampak itak zraven toliko doživljamo, pač jemo različne stvari, probujemo, pač tako se mi zdi, da tudi njima veliko da, nama pa tudi zraven, ko lahko čez njune oči, majhne oči, enostavne, take srečne oči doživljava, pač je vse zraven. Super. To mi je zelo zanimivo, no, že to, da hodite na daljše poti z manjšimi otroci, to veliko ljudi si niti nekako ne upa. Tako da super za tale pogum, da ste se opogumila. Slovenija je le majhna država na nek način, tako da ljudje, ki veliko potujejo in še kaj napišejo o tem, so zmeraj potem nekako zelo prepoznavni oziroma ljudje tudi radi berejo njihove bloge in to. Kako si ti prišla na idejo za ta blog oziroma kaj te je motiviralo k temu? Blog v bistvu dam ves kredit Micu, on ga je imel že prej, tako da prej, ko sem rekla, da se je skupaj začel, ni čisto res, je takrat v bistvu se nekako začel bolj aktivno, ko sva midva šla v Azijo za leto pa pol, sva tam potovala, tako da pač in začetek Malih junakov, tisto se je dogajalo vzporedno. On pa je s tem blogom začel že ful prej in se mi zdi, da je res skorda, ne vem, pač oral ledino, tako so bili blogi res v takem res tradicionalnem smislu narejeni, tako nikakor povezani z nobenim, ne vem, zaslužkom. Ampak takrat, ko sva šla v Azijo, je bilo to nekako logično, že da zapisujeva zapise za naju, da je to nek dnevnik, Mic ima res nek talent za pisanje. Jaz pa drugače sem po izobrazbi farmacevtka, čeprav ne delam več v farmaciji, imam pa zelo rada tako pač neko organiziranost, podatke. Jaz sem bila, pač sem pisala te prispevke, ki so bili nekako bolj tehnično pomoč, on pa inspirativne. Tako da in zraven slikami je pač ta blog bil nek najin kreativni outlet, da sva potem to podajala. Mislim, najprej sva v prvi vrsti pisala zase, ampak potem pa je vedno več ljudi pol začeli brati in spremljati, ker je bilo zanimivo, da sva vsak dan nekje drugje, recimo. In kot praviš, najprej sta v bistvu zase, potem pa je to dosega res širše množice. Kakšen je trenutni vajin doseg bloga, če ni skrivnost? Joj, ni skrivnost, ampak pojma nimam, ker že dolgo nisem bila v statistiki. Če povem po pravici, imava tudi zdaj veliko bolj aktiven Instagram, Povsod je lepo, tako da tam pač imava, ne vem, 15,000 sledilcev, neka taka, se mi zdi v redu številka, da se še počutim povezano, z ljudmi, ker mi pač recimo meni vse veliko pomeni, da je vsako sporočilo, ki se ga nekdo trudi meni poslati, da mu tudi odgovorim, pa ne odgovorim srčkom, ampak tako. Ja, vem. Torej, ta osebni pristop je tudi v turizmu, lahko rečemo, na splošno potem zelo pomemben, ne?
vseeno, ali si najbolj v bistvu. mislim, ali si v vlogi ponudnika ali pa če si v vlogi nekoga, ki koristi nekih storitev v turizmu, ne. Verjetno je ta osebni pristop res zelo Sigurno. pomemben. To je po moje, ne vem, nekaj, po čemer si zapomniš celotno izkušnjo, a ne. Pa lahko je ne vem koliko lepa plaža, pa boš imel mogoče beden feeling pri, ne vem, kaj jaz vem, nastanitvi ali pa kaj, pa ti bo mogoče malo pustil en madež, ali pa bo najbolj, ne vem, pač najbolj dolgočasna stvar, pa imaš nekoga zraven, ki je pa res se potrudi zate, a ne, pa ti res lahko pač naredi čisto drugačno izkušnjo. Verjamem, ja. Omenila si sicer Azijo, pa sem želel vprašati, a blog pišeta tudi, ne vem, na kakšnih krajših izletih po Evropi, po deželju, kjerkoli drugje? Ja, res je, tako da včasih sva bila res specializirana za Azijo, ne vem, tako simpel je bilo, poceni, a ne, tako res drugačne izkušnje, drugačna hrana, se mi zdi, takrat sva, tako nekako to iskala. Zdaj pa še malo pač mogoče po covidu, malo tudi zdaj z otroki, a ne, ni tako enostavno kar skočiti nekam na 10-uren let, a ne, pa pač iti na Tajsko zdaj večkrat na leto, tako da zdaj, več raziskujemo Evropo in, ugotavljava, da je tudi zelo luštno, pač mogoče malo dražje, a ne, ampak, so tudi pač lažje iti za krajši čas in tudi, pač ogromno, pač stvari doživeti, a ne. Tudi hrana, ne vem, Italija me je zdaj očarala, se mi zdi, smo bili že 3-krat v krajšem času. Zdaj pa, tudi planiramo 2 poti tudi malo bližje za september pa oktober. Super. Pa recimo, ko pišeta blog, tudi, imata odzive tudi raznih turističnih ponudnikov, ki jih mogoče omenita ali jih niti ne omenjata v svojem blogu, ali te komunikacije med vami potem niti ni več? Ne, se mi zdi, da tako je na vsake toliko časa, ker mi itak kamorkoli gremo, a ne, tudi če gremo, ne vem, v Sloveniji ali pa karkoli, pač bomo to omenili, a ne. Če gremo nekam, pa smo zadovoljni, pač, a ne, rečemo: "Ja, ta restavracija je ful luštna, lepa igrala za otroke, božanske jedi, pač pojdite sem probat, a ne, karkoli." Tako da, ja, imava drugačna sodelovanja, pač mogoče na drugih področjih, pa potem take finance lahko izkoristiva pač, a ne, pa jih dava nekam drugam, tako. Razumem. Potem sta neke vrste tudi influencerja glede tega, samih turističnih destinacij, Ja, neke vrste, ja. Kakor je pač je to neki izraz pač, ko se je Ja. zdaj mogoče zadnja leta naredil, ampak ja, na začetku bi rekla, da nisva bila, pa sva padla v to, pač v to kategorijo. Super. Mislim, saj to je koristno obeh straneh, ne, tako za ponudnike kot tudi za vaju v bistvu kot na neki način koristnika. Poleg tega pa še drugi ljudje lahko ogromno izvejo o tem, ko berejo vajine bloge. Ja, gled in to je tudi namen v bistvu, a ne, tako, če gremo nekam, pa magari je to v neke toplice, a ne, pač ljudje iščejo izkušnje, iščejo ideje, kam bi lahko šli, ali za vikend ali za en teden. Ne želijo si iti vsi v Azijo za 2 meseca, a ne, tako da pač vsaka taka stvar prav pride, se mi zdi. Ja, to je res. Meni se zdi tudi to super, dosti inovativna ideja. A imate v Sloveniji kaj, mislim, neke konkurence sigurno imate na tem področju, ampak, se to kaj čuti sploh ali niti ne? Ja, meni se zdi, mislim, ne bi ravno rekla konkurenca, mislim, da je kar nekaj blogov, ke pišejo res ful uporabne prispevke in delajo super luštne slike, pač eni delajo na blogih, eni delajo mogoče samo na, socialnih medijih. Se mi zdi pa, da se Da se dobro razumemo, pač da se jaz bolj sama sem na dopolnjujete. vezi. Ja, ali pa tudi, mislim, dopolnjujemo, ne vem, jaz sem prijateljica z več temi, ke smo se čez teh 10 let, a ne, enostavno povezali, ampak moram reči, da, ne vem, tudi nikogar ne jemljem kot tako neko konkurenco, zdaj je pa to nekaj, tako, ne vem, te besede v tem kontekstu bloganja in, potovanja ni Ja. zame.
Pa se kdaj počutiš tako, kakor da si vse nek doprinos s svojimi blogi tudi turistični industriji, ne samo slovenski, ker pač potujete tudi po tujini, ampak na splošno, mislim. Ja, rekla bi, da ja, mislim, nočem zdaj izpadati ful pač samozavestno, ampak vem, da ljudje hodijo na določene kraje, ki jih recimo midva izpostavlja, a ne. Tako da glede tega, ja, pač doprinos, zdaj ali bi bila to midva ali mogoče nekdo drug ali pa noben, a ne, to je pa nekaj, kar itak ne moreš vedeti, a ne, ampak, tako se mi zdi, da recimo, če gremo nekam za vikend, pa imamo v mislih, okej, ta vikend pač se imamo luštno, mogoče bi nekdo išče pač podobno preživljanje časa, ker nočeš biti recimo, ne vem, pač sam doma v stanovanju zaprt, a ne. Tako da pa se tako napiše. Je pa vseeno kar nekaj dela s tem, tako da, Verjamem, ja, pač vseeno besedilo, fotke, pa vse objavljanje je to kar neka mini služba za zraven. verjamem. Pa so tudi destinacije, ki vaju recimo same vabijo ali pa ponudniki storitev ali tega niti ni oziroma. V bistvu včasih je bilo tega ful več, zdaj se mi zdi, kot da, je še, v bistvu dobivam vabila, ampak imajo potem precej specifične zahteve, tako da v tistem trenutku se je treba odločiti, a meni je v interesu biti recimo, ne vem, v enih toplicah, ne vem, 2 dni mogoče in pol jaz njim moram sproducirati mogoče neko objavo, delati storije, a ne, pa to je v bistvu, se to zgodi, pač mora se zgoditi v vsakem primeru, a ne, ali če mogoče, ne vem, se nimamo fajn ali pa mogoče, ne vem, tam ni fajn, a ne, takrat je tako, pač težko biti iskren, a ne, tako da nekako sva si midva tako Ja, to razumem. pač prilagodila najin način dela, da nekako finance pač in svoje, ki, ne vem, jih zasluživa, in z ostalimi sodelovanji, ki mogoče niso direktno vezane na to, jih imava in potem sami izbiramo. Gremo tja in pol, a ne, lahko napišeš ali pa tudi ne napišeš, a ne. Včasih pa greš na dopust, pa si utrujen, pa mogoče, ne vem, ali pa takrat tisti mesec ti ni za pisati, pa pač ne napišeš, a ne. Tako da je ta, se mi zdi, iskrenost pol veliko jo je lažje ohranjati, a ne, Ja, kar saj je to. pač itak kot človeku prva stvar, a ne. Tako da ja, ta neki pritisk objav je nekaj, s čimer se ukvarjamo vsi, po moje, To sem hotel blogerji. tudi naslednjo stvar vprašati, ne vem, a vaju tudi potem na raznih destinacijah prepoznajo kot že na pol medijske osebe oziroma nekoga, ki se s tem ukvarja, ali se vama to ne dogaja? Ni mislim, da niti nimava zdaj toliko velikega profila ali pa mogoče pač naju prepoznajo, ampak ni zdaj tako Brad Pitt pa Ja. kogarkoli že. Ne, mislil sem Ampak samo ne, zato, da naju potem kdaj lahko. pozdravijo. Ja, mislil sem samo zato, da če se na neki lokaciji pojavita v bistvu nenapovedano oziroma in potem napišete o tem blog, da z vama ravnajo čisto kot z vsemi ostalimi gosti, ali je kaka razlika tukaj, da če vejo, da prideta, da se malo bolj potrudijo, no? To sem mislil na tak način. Nič ni v bistvu, nič ni zmenjeno tako naprej, tako da midva nikoli ne piševa, prihajamo, a imate kaj ekstra za nas, tako da tega ni, mi se obnašamo kot navadni ljudje, ker smo navadni ljudje in, pač plačamo. Zdaj tako v res nekih redkih primerih, ne vem, da bi mogoče kaj dobil zastonj ali pa včasih mogoče pa tudi kdo naredi toliko elegantno, da tega ne čutiš in je to samo kot neki dodatek k tistemu, da se boljše počutiš. Ampak tule niti ne veš, ali mogoče naredijo to samo nam ali vsem ostalim, a ne, tako. Ja, saj to Ni je res, pa, ja, ni pa tako. Se mi zdi tako, a veš, če te kdo hoče povabiti, pa, da narediš neki oreng, se mi zdi, da je tudi fer, da se pač zmeniš, da daš karte na mizo, mi ti damo to, mi želimo v zameno to, a ne, in potem ti lahko rečeš, ja, to mi je okej, ali pa ne, pač to ni okej, tako. Zdaj je nekako do tega prišlo, bi rekla.
Hotel sem tudi vprašati, glede na to, da smo projekt, ki se ukvarja predvsem s trajnostnim turizmom, delno tudi ruralnim turizmom oziroma je posvečen bolj ruralnim ponudnikom turističnih oziroma delno ruralnim ponudnikom, sta pri svojih, ne vem, potovanjih in to tudi pozorna kaj na te zadeve, glede trajnosti, kako se ravna z okoljem, kako se ravna z viri. Ja, mislim, mogoče ne v ful podrobnosti, ampak definitivno, a ne, pač so ti bolj pri srcu pač neke destinacije, ke za to skrbijo. Se mi zdi, da mogoče recimo vsaj v Aziji, da tega ni toliko razvitega še. Pač pri nas bi rekla, da je to ful bolj ali pa v Evropi, a ne, pač, tako da ja, se mi zdi, da smo šli, radi imamo agroturizme, zdaj ne vem, a to direktno pač spada pod trajnostni turizem ali ne, a ne, ampak tako, pač imajo to eko hrano, a ne, pa ne vem, mogoče naravne bazene na ta način. Tako da ja, to doda eno tako, mislim, vrednost, ke je bolj privlačna, ne, da tam pol imaš pa recimo, ne vem, pač greš v neki zakačen indonezijski otoček, pa vidiš, kako delajo z, ne vem, dajo tam, otrokom v osnovni šoli 3-krat na dan po 1 deci vode v tisti plastenki in to pač, ne vem, najbrž mečejo v morje, ne vem, tako. Tam pa te boli srce pač v vsem tem, ja, tako da. Ja, so kar razlike na svetovni ravni, v bistvu med turističnimi ponudniki in turističnimi destinacijami in dojemanjem okolja in vseh teh trajnostnih in drugačnih ukrepov. Pa glede na to, da veliko potujete, kako se ti pa kaj zdi Slovenija, kako je na tem področju v primerjavi, pa rečeva bolj primerjavi z drugimi evropskimi državami, ker če primerjamo res s tretjim svetom, je razlika očitna, Ja. ampak s temi primernimi oziroma primerljivimi destinacijami v Evropi. V bistvu, mislim, jaz bi rekla, da je na nekem podobnem nivoju ali pa mogoče se trudijo biti, no, tako. Nekako pač, kakor smo mi potovali, je vseeno tako, ne veš čisto, ali pa ni oglaševano, ne vem, kaj delajo z vodo ali pa kaj delajo z energijo, a ne, tako da v bistvu, težko ocenim, težko primerjam, najbrž oni potem se najbrž oglašujejo na njihovi spletni strani s tem, a ne, tako. Ni pa to Ja, ker nekaj mogoče, kar bi mi takoj skočilo v oči, tako, no. ja, tudi mi opažamo, da v bistvu zaenkrat ni veliko poudarka na tem, kako se ravna z viri in s temi stvarmi. Zelo redko vem, da je recimo na platformi Booking so neki zeleni listi oziroma podeljeni potem raznim ponudnikom nastanitev, kako se držijo raznih okoljskih standardov, ampak kaj dosti več od tega ne pride, niti to ni na prvem mestu poudarjeno, ne. Ja, Tako da ne. verjetno je še Ne, zmeraj saj cena tako. dokaj na prvem mestu. Ja, mislim, po moje je to enostavno nekaj, kar izveš mogoče kasneje, ker a ne, kakor si ti recimo rabiš prenočišče, si ti na neki platformi, kaj iščeš, a ne, najbrž razmerje med ceno pa posteljami ali pa kvaliteto sobe, a ne, tako da najbrž, kakor je pa onih dodatnih stvari še napisanih, je pa samo še, ne vem, nekaj, kar moraš prebrati, a ne, tako da ja, mogoče se bo kaj v prihodnosti pač, To je upajmo, bolj v a ne, drugem še na planu tem. verjetno, ja. Ja, Ja, ja. prihodnost gre predvsem tudi v to, da bi bile potem tudi cene različne, ne, da tisti, ki so bolj ekološki ponudniki v bistvu oziroma ki bolj zadostijo okoljskim standardom, bojo na neki način tudi cenejši oziroma manj obdavčeni kot tisti, ki ne. Tako da Ja, tukaj se ful zna kar dobro. precej spremeniti na tem področju v prihodnje, no. Ja, Tudi ta najbrž pol projekt posredno bi se poznali, ja. Ja, ta projekt, na katerem delamo, Stargrowth, je v bistvu ravno namenjen tudi spodbujanju ruralnega in obruralnega turizma, zato tudi podjetjem delimo razne subvencije, glih na tem področju nepovratna sredstva, glih za zmanjšanje porabe resursov, za digitalizacijo in take stvari, no. Tako da na področju Okej. Slovenije smo imeli kar, dober odziv, kar veliko prijaviteljev v bistvu s cele Slovenije, no, da bi nekako izboljšali svojo ponudbo.
in trenutno so Kje jih pa projekti dobiš, izvajanja. kje pa dobiš kot pač neki iskalec, recimo nastanitve, kje dobiš to informacijo? Načeloma so vse stvari, ki jih financira Evropska unija, morajo imeti vsa podjetja objavljena na svoji spletni strani. Ponavadi neka evropska zastava in potem je tudi objavljeno zraven, da je napisano, da je sofinancirano s strani Evropske unije in potem je ponavadi tudi v projektu v stavku 2 napisano, kaj so oni financirali s tem denarjem. Okej. So pa seveda tudi podjetja, ki še nimajo svojih spletnih strani. Ja. Tam je pa potem malo težje priti do podatka, no. Ampak tudi v javnih evidencah so v bistvu nekako je zmeraj zavedeno, kdo je dobil kakšno sofinanciranje, s strani države oziroma Evropske unije. Sledenje temu oziroma standardi podeljevanja so kar ostri, tako da tukaj je sledljivost res zelo dobra na tem področju. Verjamem pa, da tudi kot, iskalca nekih ponudnikov pa to ni glih zavedeno na raznih platformah in tako, tako da. Ja, saj to sem hotela povedati, da mogoče je, pa sploh ne veš, ali pa tako, a ne, težko je priti do te informacije mogoče na neki tak instinktiven način, ko iščeš ali pa delaš svojo pot, Ja. recimo. Na teh velikih platformah, kjer si večina išče prenočitvene zmogljivosti ali pa tudi, kar se tiče gostinstva, no, ponavadi ni zavedeno, zavedeno je samo na potem direktno na spletnih straneh dotičnih podjetij, tako da tukaj bi res lahko mogoče bilo narejenega še kaj več tudi v tej smeri, no. Ja, Ja. ja. Tako da tudi tale najin blog, o katerem se pogovarjajo, je glih namenjen temu in širši javnosti in podjetjem, ki se ukvarjajo z gostinstvom in turizmom, kje bi lahko še kaj spremenili, izboljšali na tem področju. No, saj če se dotakneva digitalizacije, v samem turizmu v bistvu vidva sta oziroma ti si dober primer tega, kako to dobro izkoriščaš že 10 let praktično prek bloga in to. Kako pa ocenjuješ drugače stanje glede digitalizacije v slovenskem turizmu ali pa tudi evropskem turizmu? Mogoče, ja, bi glih rekla, da mi vedno iščemo, če gremo v Sloveniji, pač gremo radi na agroturizem, pa mogoče tam pa imajo kake živali ali pa domačo hrano, a ne, da ni tako vse zdaj v mestih, a ne, da si malo bolj v naravi. Ampak, ja, včasih je težko priti pol recimo do takih, ne vem, ustanov ali pa kaj. Tako da jaz vedno gledam, če mogoče je kaka spletna stran, tako zdi se mi, da so tako kar neke izolirane, domačije, ki so si tako dobro naredile, so po mojem primer dobre prakse, a ne, in potem si vsi želijo iti tja, pa imajo tudi kar visoko ceno, pa so zasedeni. Ampak tako, kar predstavljam si, da je toliko enih, skritih dragulčkov, ke pač enostavno ne moreš vedeti za njih. Tako da ja, jaz bi rada vedela za njih. Torej digitalizacija lahko rečemo, da je nekako nujna oziroma, no, kdo si tudi ne želi imeti prevelikega obiska sicer, ampak načeloma pa, da lahko ljudje izvejo, je to zdaj v bistvu edina in glavna pot, ne. Saj drugače ni. Ja, mislim, drugače je mogoče samo, da ti nekdo pove ali pa pozna nekoga, ki pozna nekoga, ampak se mi zdi, da je tega vedno manj, a ne. Če ti hočeš čez 2 tedna nekam iti, je težko, a ne, poklicati vse svoje prijatelje pa reči: "Povej mi nekaj," a ne, tako. Torej, Da čisto ja, predvsem enostavno rečeno, razmišljam. če te ni na internetu, te v bistvu ni oziroma če nisi prisoten vsaj z neko Oj. spletno stranjo oziroma. Žal, mogoče zdaj v modernem času za neko moderno družino, mogoče res. Ups. Ja, saj, rezervacije so v bistvu 90% se jih zdaj opravi online, tako da po klasičnem Ja. načinu je tega res zelo malo, ne. Se mi zdi, se je pa tudi svet s samo digitalizacijo, sploh na področju turizma, da se je zelo spremenil, odprl. Za Slovenijo sicer pravijo, da je precej velik problem ta prometna povezljivost, mislim, je dosti avtodestinacija, ampak kar se pa tiče Ja. drugega trajnostnega prevoza, če rečemo tukaj vlaki, letala glih niso trajnostno najbolj naravnana zaenkrat, Ja. ampak vseeno tukaj nas pa precej, mislim, zaostajamo, se mi zdi, na tem področju, no. Ja, ne, prevoz je v primerjavi, ne vem, z drugimi evropskimi pač ali pa azijskimi državami ni fajn, ja. Že ko mi imamo kake
kolege iz tujine, pa rečeš, ja, zdaj pa potuj tam 2 uri pa pol z vlakom nekam, mislim, tako je malo smešno. Ampak itak saj drugače pa ni, pa ne vem, si najdejo mogoče kak bus ali pa kaj. Ampak tudi za bus smo zdaj ugotovili, da če kupiš karto, kjer imaš rezerviran sedež, vse ni nujno, da dobiš. Res, najini kolegi iz Španije so imeli res z avtobusi v bistvu velike težave tlele, ker so bili. V Sloveniji. Ja, tako da zdaj sploh, ko bojo prišli naslednji, bom dvakrat premislila, kaj bom svetovala. Pa Ampak gosti, ti kot lokalec ne veš, a ne, saj ne uporabljaš zdaj nekih, se mi zdi, no, medkrajevnih avtobusov, a ne, tako. Pa tudi vlakov, čeprav je izkušnja, enostavno se mi zdi, pač toliko dolgo časa traja, ali pa ni tiste direktne povezave, ki bi jo želel, tako da. ja, mogoče Žal. bi lahko tudi na tak način to turistično ponudbo ne uvrstili, da tudi ta počasnost je mogoče komu všeč, oziroma bi se zdelo neke vrste ležernost, da vse toliko časa traja. Ja, imaš čas zase. Ne, ker Slovenija se nekako vseeno tretira in oglašuje kot zelena, trajnostna, tako da mogoče tudi to nekako ta koncept, da čas malo počasneje teče, nekako paše, ne. Vseeno je Ja, dokaj ja, butična dober slogan. destinacija še vedno, se mi Ja, zdi. mi imamo, ravno imamo na obisku ene sorodnike iz Amerike in so čisto navdušeni. Tako da tudi mi smo zelo ponosni, da smo iz Slovenije, ker je pač res čudovita, ker kamorkoli greš, pač na koncu vidiš, Slovenija je ful lepa in enostavna in majhna in prijazna. Na koncu koncev je tle najlepše. Ja, torej, če Razen nekako plaže. ja, to je pa tudi res. Če nekako zaključiva, lahko rečeva, da je super in lepo potovati. Ogromno nekih izkušenj in vsega tega se nabere skozi to, ampak vseeno je pa doma najlepše. Tako, povsod je lepo in tudi doma. No, super. Katja, najlepša hvala za tale pogovor. Če se je kdo Ja, hvala tebi. Če se je kdo priključil pozneje, še enkrat povem, da jaz sem bil Gašper Ivančič iz Tehnološkega parka Ljubljana. Podcast izvajamo v okviru projekta Stargrowth, ki je financiran delno sofinanciran iz Evropske unije, iz Direktorata za prosti trg. Tako da najlepša hvala in se slišimo ponovno.